Skratka, to je pogled na onkraj gradbišča letos junija, ko bo še vse zeleno pred sušo, ki nas je udarila kasneje. Kot je že Robert omenil, gre za projekt urbanega vrta, oziroma mi rečemo skupnostnega urbanega vrta v centru Ljubljane, lahko rečemo. No, nekako. V bistvu na nekem degradiranem območju, nekdaj je bilo to, v bistvu, preden smo vstopili na to zemljišče, je bila to pač gradbena jama, oziroma delujoče gradbišče, več let, 10 let približno je samevalo. No, mi pa smo v bistvu v sodelovanju z okoliškimi prebivalci spremenili v en tak lep zeleni žep sredi Ljubljane. V bistvu gre za, mi rečemo temu, skupnostno intervencijo in hkrati začasno rabo degradiranega območja. Tako nekako izgleda iz satelitskega posnetka ta lokacija. Se pravi, tle na vrhu naselju je železniška postaja, ker nekje na desni je Metelkova, tako za orientacijo, da boste vedeli, kje to se locira. Tako nekako je pa izgledali, preden smo začeli, skratka, gradbišče in točno za temi sivimi gradbenimi ograjami se skriva zdaj ta skupnostni urbani vrt. Smo imeli to lokacijo, naše društvo Obrat, nagledano že nekaj let, tako je vabilo, v bistvu ogromno zemljišče, nerabljeno, nedostopno. In ko smo izvedli leta 2010, da Zavod Bunker pripravlja v okviru festivala Mladi levi en program, ki so ga poimenovali Vrt Vinogrede, smo pristopili do njih in jih v bistvu vprašali, če bi zanimali podpreti en projekt, ki bi pač na tej lokaciji, ki bi to lokacijo naredil dostopno za prebivalce, ki tukaj okoli živijo in sploh ljudi, ki jih ta prostor zadeva na neki vsakodnevni ravni. Ta program Vrt Vinogrede se je v bistvu fokusiral na vprašanje možnosti različnih rab in ustvarjanj zelenih površin v mestu in tudi nekih socialnih urbanih prostorov. Naša v bistvu začetna ideja je bila samo to, da bi ta prostor, ki je bil več let v bistvu nedostopen, odprli, naredili dostopen za ljudi, ki tukaj okoli živijo. Nismo pa v bistvu imeli jasne ideje in tudi nismo hoteli to naprej komunicirati, kaj točno pravzaprav bi se tam dogajali. Hoteli smo to definirati in določiti skupaj z ljudmi, ki bi potem ta prostor tudi pravzaprav uporabljali. Tako smo v bistvu tako nekako izgledali, malo kolažiran prostor, preden smo ga začeli uporabljati. No, v bistvu že nekje od pomladi, ko smo začeli delati na projektu, ko smo se začeli smukati okoli te lokacije in fotografirati in se pogovarjati z ljudmi, ki tam okoli živijo in jih srečevali, pač mimo idoče. In ko so oni nas spraševali, kaj pravzaprav delamo tam s fotoaparatom in tako naprej, smo začeli v bistvu tako nekako postopoma dobivati informacije, kaj ta prostor je bil nekoč, kaj ljudje v njih mislijo, kaj ljudje v tem prostoru opisajo. In bilo je zelo hitro jasno, da je pač prostor kakršen je bil zanemarjen, da jih moti. In v tem času, v bistvu, preden smo nekako začeli uradno s projektom, poleg teh rečemo raziskav na lokaciji, neformalnih pogovorov, je velik del v bistvu dejavnosti bil posvečen tudi temu, da smo sploh ugotovili, čigavo je lastništvo tega zemljišča. Ugotovili smo, da je lastnik tega zemljišča Mestna občina Ljubljana, ki smo potem tudi naslovili splošno, da na pač mogoče začasno rabo tega zemljišča. Sprva je v bistvu Mestna občina Ljubljana odobrila rabo samo za 2 tedna, za čas trajanja tega projekta, ampak hkrati nekako smo računali na to, da bo ta format festivala nekako amplificiral v bistvu
potenciale, možnosti, kaj bi lahko en tak projekt dolgoročne tudi doprinesel eni soseski, kjer se pač nahaja. Tako da smo v bistvu sočasno s tem, ko je projekt začel potekati avgusta 2010, na mestno občino naslovili tudi prošnjo za podaljšanje. Za podaljšanje v bistvu te začasne rabe in kot nekako potem smo dosegali dogovor z mestno občino, lahko pač ostanemo na tej lokaciji, dokler se tam naj ne bi začela neka gradnja, ki je predvidena za to lokacijo, in sicer neka manjša stanovanjska stavba je predvidena. No, na začetku projekta, v teh dveh prvih tednov v bistvu, smo pač organizirali en sestanek za okoliške prebivalce, ki smo jih v bistvu naslovili z plakati, z vabili, ki smo jih pač razdelili v poštne nabiralnike, in v katerem smo pač pojasnili naš namen, da bi v okviru tega festivala to lokacijo radi odprli in naredili dostopno in dali na uporabo ljudem in jih pozvali, da pač pridejo in sodelujejo v tem procesu definiranja, kaj naj bi pravzaprav ta prostor bil. Nekako smo se od vsega začetka opirali, da bi ne vem, tako klasično, arhitekturno, recimo, delali neke kolaže, kaj bi tam vse lepo izgledali, kaj vse ne bi bilo. Pač dokler se ne bi te stvari skristalizirali skozi sam proces oziroma dialog z ljudmi, ki bi to potem tudi kasneje dejansko uporabljali. Na tem sestanku so pač ljudje in tudi že prej v teh neformalnih pogovorih vsi bili zelo za to, da se ta prostor odpre in večina je v bistvu izražala nekak interes, željo v tem, da bi se v bistvu ta prostor uporabil kot neka odprta zelena površina. Veliko ljudi je izražalo željo v tem, da bi imeli svoje vrtove, nekateri so izražali željo, da bi pač prostor ostal kot divje zaraščen, kakršen je. V tem času se nam tam zaraslo ogromno dreves. Eni so pač skeptični, recimo ta gospa z vozičkom je rekla, kaj se trudite, se bo itak tle pol enkrat nekaj zagradil. Eni so predlagali, da bi bile neke umetniške instalacije. Skratka, na osnovi vseh teh pogovorov smo potem nekako povzeli to, da naredimo v bistvu en urbani skupnostni vrt. Hkrati pa v bistvu tudi pustili vso to samoniklo rastlinje, ki tam tudi že zaživelo. To je bil pač ta prvi sestanek. No, v bistvu ta 2 tedna našega delovanja v okviru mladih levov so bile v bistvu glavno samo delovne akcije. Prva stvar, ki smo potem naredili, je bila pač ta dostop, ogromno enih čistilnih akcij. Mislim, bolj, ko smo čistili več smeti, smo odkopali, ker pač gradbinci so za sabo vse prepustili, nekako zgledali, pa še več tega. V bistvu smo navozili zemljo, takrat prve kubike. Vsa zemlja, ki je danes na lokaciji, pač je navožena, ker pa tla, ki so tam, so v bistvu prodnata in nekako mislim, bolj primerna za to, da bi lahko se pri njih kaj vrtnarali. No in v bistvu po teh prvih delovnih in čistilnih akcijah smo se soočali z vprašanjem rabno načrt za v bistvu organizacijo tega prostora, kako naj bi zdaj se ti vrtovi tukaj izgledali. Polonca Lovšin, umetnica, tudi članica našega društva, je v bistvu na to dala en svoj odgovor z umetniško akcijo Dan s kozo. Kozo hrano smo si sposodili in je z njo preživela en dan zaprta, v bistvu to je bila taka intimna akcija, zaprta je bila zelo en dan in sledila njenemu gibanju po tem terenu in na osnovi teh svojih beležb potem zrisala nek načrt, kako naj bi ta prostor potem organizirali. Tega načrta sicer nismo nikoli potem spovedali v sam prostor, ampak smo nekako se odločili, da pač sledimo principu, s katerim smo zastavili na samem začetku, in sicer mesto principu
vključevanja, se pravi aktivnega vključevanja javnosti oziroma predvsem teh okoliških prebivalcev in tudi drugih zainteresiranih. No, v bistvu takim lokacijam, kjer se ta skupnostni vrt nahaja, recimo tem degradiranim lokacijam se v strokovni literaturi velikokrat reče sive cone, pa brownfields, pa tako naprej. Od nam se je zdelo, da tle sploh ni nič sivo, rjavo, pa ampak zelo živo, polno življenja, tako da smo v bistvu nekako se odločili, da poleg tega, da vzpostavimo tam vrtove, ja, tudi hrano, to samobitnost, ki je pač tam živela, tudi, ne vem, recimo, se delate eno zaščitno oznako za eno platano, ko smo najdeli ogromno je vrb, dres, gor in tako naprej. Naredili smo tudi eno ekskurzijo po zemljišču z Zlatkom Zajcem, ki je v bistvu tak ljubiteljski poznavalec divjih rastlin, da smo sploh odkrili, kaj pravzaprav tam že obstaja, naredili herbarij. No, tako nekako sta minila ta prva dva tedna festivala Mladi levi bil konec in mi smo ostali v bistvu sami s peščico privržencev, zainteresiranih. To je novembra, pa smo potem kar nadaljevali, še preden smo dobili od mestne občine potem dovoljenje oziroma pogodbo za nadaljevanje te začasne rabe. Smo nadaljevali z akcijami. V bistvu na tem zemljišču je bilo ogromno odpadnega lesa, ki je ostavilo za temi gradbinci in smo pač po tem nekem principu reciklaže uporabili vse možno, kar smo lahko, kar smo najdeli in v bistvu ta les porabili za izdelavo gradic. No. Tako nekako je izgledalo novembra, prve gradice, še vse sivo. No in potem konec decembra smo dobili dovoljenje mestne občine Ljubljana za enoletno rabo in v bistvu imamo zdaj nekako tako prakso, da iz leta v leto prosimo za podaljšanje. Zdaj, v bistvu ta prostor, kjer se ta projekt dogaja, je res en tak simptom nepremičninskih špekulacij in s tem tudi v bistvu neke neoliberalne urbane politike, čaka na ugodne čase za nove investicije, v bistvu kriza, kateri smo naprej kar dobro na roke, da nekako zaenkrat še ni tega interesenta in denarja, da bi se ta lokacija kupila in da bi se tukaj nekaj zgradilo. In moram reči, da v bistvu v tem času, te jeseni, smo že kar malo upani, a nam bo uspel dejansko zmotivirati ljudi, ki živijo tukaj okoli, katerim je pravzaprav nekaj bil projekt tudi namenjen, zato da se aktivno v projekt vključijo. Res bili so redki posamezniki oziroma predvsem posameznice, ki so v bistvu v projektu pristopile že avgusta in stalno bile zraven. In v bistvu poleg nas organizatorjev in naših prijateljev ni bilo veliko ljudi iz okolice, ki bi se aktivno vključili. Vsi recimo pa so hodili mimo, pa ja. Nismo staž vedeli, da nismo vedeli, koga poklicati. Ja, okej. Ja, v bistvu nekako smo se zavedali, da v bistvu taki projekti tudi rabijo čas, da si v bistvu nekako izpostaviš eno zaupanje s to okolico in da v bistvu dejansko fizična prisotnost na lokaciji, da je sigurno potrebna. Ampak vsemu nas je že precej najedel dvom, kam to pelje. A bo to v bistvu samo sebi namen ali kaj drugega. Spomladi 2011 je prinesla en preobrat, ko smo naredili novo akcijo, nekako tretji krog poziva teh okoliških prebivalcev s temi vabili in plakati in tako naprej, da si lahko pridejo narediti svoj vrt. V bistvu takrat, ko smo začeli, je bilo res konec sezone, mogoče ljudje naši niso vedeli, kaj to bo, malo ne vem, raje počakaš, pa vidiš.
kaj se bo zgodilo, pa tudi konc sezone, kaj bo zdaj se zgodilo. No, in zdaj, marca 2011 je pa v bistvu na to naše povabilo, da se ljudje priključijo in se pridejo narediti svoj vrt. Se v bistvu na prvi termin, ki smo ga najavili, v bistvu smo najavili vsako soboto, da bomo na lokaciji, se je nekako zbrali preko 20 ljudi in mi smo pač mislili, da se jim bo projekt predstavil in potem naslednjič pridem tako naprej, ampak so kar že isti dan začeli totalno entuzijastično delati na lokaciji. V bistvu velikost gradic, razporeditev gradic smo tako nekako sprot na palc dogovarjali in v bistvu to še danes nekako tako vse dogovori potekamo. Tukaj smo naredili tudi logo, ki je v bistvu logo za skupno orodje, ki ga pač uporabljajo vsi udeleženci. Potem so se v bistvu od marca do aprila vrstile tedenske delovne akcije, nekako vedno več teh gradic, vedno več ljudi se je vključilo, tako da nekje v bistvu tam aprila potem smo imeli nekaj tam okoli 25 rečemo udeležencev. Še zmeraj je bilo treba tudi ogromno stvari znositi stran, čistiti. Ljudje so si v bistvu izdelovali gradice pač vsak svoje. To moram povedati, da v bistvu, ja, tako da v bistvu, ne vem, les, ko smo ga najdeli, pa kamen, ki je bil na lokaciji, iz tega nekako so se stvari vzpostavljale. To je recimo skupna zeliščna gradica, poleg tega, da je imel potem vsak nek svoj majhen vrtiček, smo vzpostavili tudi eno skupno zeliščno gradico, cvetlično in zelenjavno, od katerih smo zdaj letos je ostala samo še ta zeliščna, ker se je v bistvu potem, ne vem, tekom leta in še po zimi in spomladi spet dosti novih ljudi javili, ki se je radi priključili, tako da smo pač večino teh skupnih gradic odstopili za nove udeležence in stlačili še do zadnjega kotička, kolikor smo lahko. Tako nekako so odgledali te delovne sobote, imeli smo potem skupne zajtrke in tako naprej. In v bistvu vsi potem, ki so pristopili, ki so se odločili, da bodo imeli tam svoj vrt, so v bistvu podpisali pristopno izjavo, s katero pač so se zavezali, da bodo upoštevali tudi neka pravila. Mi kot pobudniki smo v bistvu vzpostavili 3 pravila, ki so bila nediskutabilna za nas. Prvo je bilo to, da je pač poleg skrbi za svoj vrt v bistvu se prevzamejo ljudje glede na zmožnosti del skrbi za skupnostni prostor, za pač te neke skupnostne obveznosti, ne vem, zalivanje skupnostnih gradic, urejanje skupnostnih gradic, čistilne akcije. Kasneje smo začeli, kako povedala, z termini odprtih ur, ki potem dežurstvo rotirajo med udeleženci in tako naprej. Se pravi, to je bilo prvo pravilo, drugo pravilo, kot sem že omenila, ljudje so se mogli sami izdelati gradico. Za nas je bilo to pomembno, nekako tudi v liniji tega participativnega pristopa, ker pač verjamemo, da ljudje bolj v zgodnji fazi, ko pristopijo k urejanju prostora, drugačen odnos vzpostavijo do tega prostora in tudi nismo hoteli biti v bistvu njihov servis, ko jim vse prineseš na pladnju. Tretje pravilo pa je bilo v bistvu, da se pač ne uporabljajo nikakršna kemična sredstva, herbicidi, pesticidi in tako naprej. To so bila pač 3 pravila, če so se ljudje strinjali, vsi so se strinjali, mislim, noben ni zaradi tega rekel, da ne bo sodeloval. So ljudje pristopili, ostala pravila pa nekako so se potem tudi dogovarjala, določila s časom. Ne vem, na začetku se ti zdi, da bo kakšna ena stvar problem, pa se izkaže, da ni, pa potem obratno, kakšna stvar se izkaže, da je problem, pa da je nekako to reči. Temu v bistvu služijo tudi naši mesečni sestanki, imamo tudi eno email listo,
da pač koordiniramo in se pogovarjamo o različnih zadevah. Tako nekako izgledala aprila, evo, gradice se držijo. Tako da zdaj, ko rečem, en skupnostni vrt ali pa ena skupnost, ki se vzpostavlja zdaj na tem prostoru skozi ta projekt, se treba zavedati, da v bistvu ne govorim o neki homogeni skupini ljudi, recimo, ki bi bila lastna ena značilnost. Ni to niti, rečemo, lokacija bivanja, ker čeprav je večina sicer udeležencev okoliških prebivalcev, je veliko ljudi tudi iz drugih koncev in krajev, jih pač zanima sodelovati v projektu iz različnih v bistvu motivov. Skratka, nima med temi udeleženci težko, jaz ne najdem enoznačne skupne karakteristike. Tako da v bistvu ta ideja skupnosti, proti kateri v bistvu stremimo ali pa se nam zdi pomembno v tem projektu, ni ideja neke homogene entitete, ene homogene skupine ljudi, ki v bistvu že nekako, vsebnost to idejo tudi izključevanja pač vsega tega, kar ne sodi v to skupno, enoznačno, ampak v bistvu izhajamo prav iz teh razlik, ker tudi je treba vedeti, da so v bistvu motivi ljudi, ki so se priključili, zelo različni. Recimo, veliko ljudi sicer se priključilo na začetku iz želje imeti svoj vrt, imeti stik z neko zemljo, drugi so se priključili, ker so recimo hoteli otroke nekako in pokazati, kako kaj raste, ali pa da imajo možnost v bistvu, da divjajo po enem precej neformaliziranem prostoru. Tretji so se priključili, ker so videli tukaj možnost v bistvu za svoje permakulturne dejavnosti. Četrti so se priključili, ker se jim je zdelo, da je pomembno podpreti, ali pa so hoteli sodelovati v enem projektu, v bistvu revitalizacije prostora po tem principu od spodaj in vzgor, skratka različno. Tako da to nekako se nam zdi pomembno, tudi zaradi tega, ker v bistvu v takem projektu, v takih situacijah, ki pač so, ko deliš v bistvu orodje, vodo, obveznosti, v bistvu seveda tudi prihaja do raznih konfliktov in v tem smislu se nam zdi v bistvu ta koncept skupnosti, ki izhaja iz teh razlik, pomemben tudi v tem smislu, da vzameš konflikt in dogovarjanje, ki že pač en v bistvu nujen del in pomemben del pravzaprav projekta. V bistvu pomemben del, mislim, en od srčih zaradi tega, ker se potem skozi te konflikte in ta dogovarjanja pravzaprav te pozicije udeležencev od nas kot pobudnikov, ko prihajamo recimo iz nekega umetniško-kulturnega konteksta do institucije, kot je Bunker, ki nas je v bistvu prvo leto in pol financirala, do prvoborcev, do novoprišlekov, v bistvu vse te pozicije, percepcije, identitete se morajo vedno znova in znova preopraševati. To se nam zdi zelo pomembno. Tudi za nas same, kot pobudnike. Takole nekako smo rešili problem vode. Če vidite tlele od zadaj, tista cev črna dol, ki gre v tiste hiše, v bistvu to je ena cev, ki smo jo najdeli pač na lokaciji. In glede na to, da smo res probali izrabiti vse, kar smo najdeli, smo se dogovorili z ljudmi, ki živijo v tej hiši, ki je grede zaščitena, ker je v bistvu v tej hiši posloval Kamnosek od Plečnika in je naredil eno lepo stopnišče, pa je tudi pač Plečnik sodeloval po načrtu za to stopnišče in je pač tudi eden od razlogov, da se tukaj ne da tako enostavno v malo večjem zamahu graditi. Skratka, to cev smo priklopili na žleb te hiše, skopali eno precej globoko jamo, tako da zdaj zajemamo vodo iz strehe te hiše, iz strehe lope
za tisto skupno urodje in tudi potem, ker nismo znali predvsem kot vode, bomo rabili, smo v bistvu pripeljali še 4 zabojnike, ki jih po potrebi, ko se deživnica sprazni, polnimo, na srečo imamo za vogalom hidrant, tako da potem to po potrebi praznimo. V bistvu edin prispevek ljudi, ki se deluje 10 evrov pač na leto za vodo, drugače pa ne plačujejo recimo najema teh. Voda je ful pocen. Kubik vode, ja mislim, da je 40 centov nekaj tacga, stane pa pač to, da pride možakar in odpre pipo ura do 34. Tako, maja meseca nekako večina te tradicije bila že vzpostavljena. Smo organizirali eno delavnico z študenti arhitekture iz Ljubljanske fakultete za arhitekturo in na kateri so tudi sodelovali nekateri udeleženci, ki jih je pač to zanimali iz pač onkraj gradbišča. Mentor je bil en arhitekt, profesor iz Berlina, Matthias Hayden. Delavnica je bila dvodnevna. Na prvem dnevu smo v bistvu po eni taki zanimivi metodi oblikovali ideje, kaj bi lahko oni naslednji dan v bistvu realizirali, tudi na osnovi pač predstavitve, ki smo naredili in v bistvu idej in želj, ki so jih podali sami udeleženci. Ta metoda se imenuje Rotating Table, v bistvu vsaka skupina začne skicirati svoje ideje in potem svoj načrt da naslednji skupini in ta naslednja skupina mora začeti izhajati iz tistega, kar dobi. Tako da v bistvu je že tudi v tem nekako načrtovanje tudi skozi ene vrste dogovarjanje in v bistvu tudi tekmovanje, kako bi tudi svojo idejo lahko smiselno predhodno mogoče še vsem sprovedli. No, drugi dan smo potem se odločili, da glede na to, da smo rekli, da je treba v bistvu izvesti stvari, ki so izvedljive potem v enem dnevu, smo se odločili za v bistvu 2 konstrukciji. Zanimivo to, da večina teh študentov ni, mislim, je prvič držala mašino v roki. Mislim, nima nobenih izkušenj dela z materialom. Niso imeli nobene izkušnje prej iz načrta v realizacijo stvar pripeljati, recimo. Oni pač sedijo, planirajo za mizo. Vsaj v okviru študija, je vsaj dosledno glavno takšno. Potem konstrukcija, tukaj pač bila že neka betonska platforma na lokaciji, ki ste pol videli, v glavnem jo uporabljamo za sestanke in tako naprej. Evo, tu še en pogled od zgora. Imamo enega udeleženca, ki se stanuje v 4. nadstropju, kar ena iz sosednje hiše in tako imamo pa malo kronološki pregled, kako se prostor spreminja. Evo, tukaj so udeleženci. Te maja smo imeli eno delavnico z Borisom Frasom, je ekološki kmet iz Ankarana, je tudi predsednik Zveze združenj slovenskih ekoloških kmetov in nas tako res stalno nekako spremlja, podpira, bil je potem še dvakrat zatem pride, malo pogleda, kaj pove in tako naprej. Smo se z njim pogovarjali. Evo, bili smo veseli, da so prve rastlince začele zeleneti in rasti. Imela sem že, da imamo redno, neredne po potrebi, tako enkrat mesečno, plus minus kakšen teden zamika imamo sestanke, kjer se pač dogovarjamo o stvarih, ki so odprte, če treba kaj popraviti, kaj izboljšati, kaj narediti in tako naprej. Strani samih uporabnikov v bistvu so prihajale v bistvu pobude in so tudi sami stvari speljali, ko so lahko prostor tudi za letni kino. Junija smo začeli s odprtimi urami, glede na to, da je pač prostor skupnostni, prostor je bil zagrajen,
pač uporabniki, udeleženci, no, so dobili ključ s tem, ko so podpisali prestopno izjavo. Se nam je zdaj pomembno, da v bistvu ta prostor tudi komunicira zven in da v bistvu zdaj enkrat teden še vedno imamo to prakso teh prvih ur, četrtkih, dežurstva si menjamo med seboj. In tudi ena recimo komunikacije je ta tabla, ki smo jo v bistvu marca 2011 izpostavili. Evo, tako smo se veselili prvih predelkov. To je pogled lani junija. Septembra smo v bistvu organizirali en niz razgovorov, predstavitev, diskusij na teme, ki se v bistvu tičejo tudi našega projekta. Tukaj konkretno gostimo ekipo urbanih bratstv iz Maribora. Gostili smo ponovno Borisa Frasa, ki je govoril o partnerskem potovanju, potem smo gostili urbanega in okoljskega sociologa Draga Kosa, ki v bistvu tudi ima vrt na gradbišča, pa Majo Simoneti, arhitektko oziroma krajinsko arhitektko in urbanistko, in se v bistvu ukvarja z zelenimi površinami v mestu. Tako da zdaj se nam je pomembno, da v bistvu pač v povezavi z tem, da tam ljudje uporabljajo prostor kot družabni prostor in kot prostor za vrtove, da v bistvu tudi prostor ene kritične diskusije. Septembra smo začeli izdajati svoj fanzin. V bistvu je, to je prva številka, septembra druga številka. Pač udeleženci so tisti, ki so hoteli, so prispevali svoje prispevke od nekih prostih spisov, vicov, stripov, receptov, napotkov in tako naprej. To se nam je zdelo pomembno, eno od pač sredstev, no, kako tudi ta skupina ljudi med sabo komunicira, kako povezovati. Oktobra smo praznovali, pihnali prvi svečko. In novembra v bistvu kar se že začeli pripravljati na novo sezono, čeprav še nismo imeli dovoljenja, da to bo, ampak smo verjeli, da bo. V bistvu se nam je lani tekom pomladi priključil tudi en agronom, ki se ukvarja z permakulturo in ima pač nek svoj, rečemo, vzorčni permakulturni vrt. In v bistvu je kar tako malo začel, mislim, smo se kar precej ljudi se nas je nalezali, no, teh idej, tako da smo potem jeseni v bistvu pripravili gradice na novo sezono, glede na to, kot sem rečla, sokrodnata tla, smo potem metali zemljo od tistih vrtov, ki so že bila, spodaj položili kartone, da zadržijo vlago, potem položili razne veje in druge organske zadeve, ki smo jih tam okoli najdeli, na to nasuli zemljo in pol na koncu vse prikrili senom. Eni ljudje so precej skeptični še do te ideje zastirk, prekrivanja vrta z senom. Se jim zdi, da pač sam gojimo polže noter, ki so precejšna nadloga, ampak drugi ljudje pa verjamejo in res, mislim, zemlja je zračna, vlage je več, doživnikov je po spomladi v teh vrtovih totalno ogromno. Skratka, imamo različne pristope vrta. Eni pristanejo na klasiko, eni pa radi malo eksperimentirajo. Glede na to, da pač vrtovi niso veliki, mislim, ljudje, v glavnem so družine, mlajši, upokojene gospe, zelo različen background, ampak v bistvu to ni vrst tem, ki se ti lahko samo, mislim, tako priskrbim, ne. Tako da dejansko gre za to, da nekaj malega si doprineseš tej svoje družinske ekonomiji,
ampak kot sem rekla, večina si jih je želela v bistvu v tej soseski, ki res precej manjka zelenja, imeti en stik z zemljo, poklet po zemlji, nekaj svojega vzgojiti, se veseliti na tem, v bistvu res, da vidiš, kaj si naredil. Tako da, ja. No, to je pa letos maja, konc maja. Smo dobili tudi čebele, tukaj smo naredili eno platformo, tako da imamo en panj čebel. To je bil tudi dolg proces, v bistvu panj čebel sploh ni več tako enostavno dobiti. Čakali smo skoraj 1 leto na to, da smo ga dobili. Prek bunkerja smo prišli v stik z enim urbanim čebelarjem, ki je v bistvu res čebelar, ni proizvajalec medu, ampak ona par panjev v Ljubljani medu na svoji strehi in zdaj pri nas. Zato, da pač tam so čebele, ne jemlje jim medu, ne fitra jih sladkorjev, ampak je vzame med sam, kadar je pač rešek, da je pač sprazen. Tako, včasih nas obiščajo skupine, tukaj so recimo študenti FDV-ja iz Ljubljane, študenti na mednarodni izmenjavi predmeta teorija ideologije. Smo imeli debate o ideologiji, skupnostih in tako naprej, vrtec, šole in tako naprej. Recimo ena punca, ki tukaj ima vrt, dela v vrtcu, pa kapelala cel vrtec. Ena družina je propel svoj razred in tako naprej. No, to pa v bistvu zdaj junija smo pa začeli še z eno, rečemo, zadevo in sicer tista grda zaščitna gradbena ograja smo se odločili, da jo zamenjamo in v bistvu en del smo naredili, en del še moramo, zato da je stvar bolj komunicira z steknostjo zunaj, lepo se gleda, en del ograja smo pomaknili noter, tako da ta del, ki je bil prej za gradbeno ograjo, zdaj zunaj, tako da bomo tukaj uredili še nekaj nasade, pa kakšne kolekcije postavili in tako naprej. Tako da v bistvu ta skupnostni prostor tudi nekako komunicira z tem javnim prostorom, ki je v bistvu iz ograje in nekako se treba razširiti tudi onkraj gradbišča. Tako, to je to. Zdaj smo tam spet na začetku. Ja, to je bila ena taka kratka pripovedka, no, kako je to nastalo in kaj to ne bi bilo. Tako da zdaj, če pa imate še kakšno vprašanje, ali to pomislim. Zdaj pa ta zemlja, recimo za nove grede, ali se pa ljudje popeljajo, ali to bi Ja, zaenkrat je bilo tako, da, kot sem rekla, pač Zavod Bunker je prvo leto in pol financiral projekt, tako da smo iz nekega evropskega denarja prvo leto, v bistvu smo imeli vsega skupaj 12 000 evrov, no, v teh prvem letu in pol. Iz tega smo pač nabavili zemljo, sploh ni pocen, potem tudi smo rabili les, skratka za vse te stroške, za polnike, takole, da se pa še skaži, da rabiš, tako da smo mi vse te stroške, tako da zdaj Zavod Bunker ne sodeluje med mi se trudimo še kje kakšen denar dobiti, tako da letos smo lahko še stvari financirali, za drugi let se trudimo še kakšno prijavo, ampak je v bistvu tu stvar, ki jo bomo mogli pač znotraj skupine nekako misliti, kako vzpostaviti neko trajnost, v tem smislu, da projekt zdaj lahko živi po tem, ki se glavno financer makne. Zdaj junija smo imeli tudi, smo izvedli nove koordinatorje, v bistvu to prvo leto in pol, naša skupina, ki smo bili podružnici, smo
glavni koordinatorji in organizatorji. Zdaj nekako, ko je prostor vzpostavljen, je pa pravi čas, skrajni čas, da se v bistvu ta odgovornost še bolj porazdeli, kot je bila že zdaj. In v bistvu to koordinatorstvo za samo funkcioniranje prostora povzamejo pač nekaj sami. Tako da, kar se tiče ekonomije, ne vem, razmišljali smo o tem, da vzpostaviš društvo prijateljev ali tako prijateljev, ali da narediš neko zadevo, pa zdaj glede na to, da smo se razširali tudi še malo na zunanji prostor, da v bistvu smo začeli tudi urejati ta prostor izven tega zagrajenega zemljišča. Ja, je tudi še ena varianta, kako še bolj intenzivirati potem tudi komunikacijo z okoliškimi organizacijami, mogoče še na to, da dajo 10 evrov do 5 evrov, da se to nekaj zvere, da se ti z prostor zgodali še recimo komunikacije. Kakor šta pobuda recimo od koga do želje, da bi šli kakšne pobude? Ja, predvsem imamo takih mailov, v bistvu tako zdaj, to je tudi nekaj, kar recimo za nas predstavlja neko vprašanje za naprej, kako ta recimo prostor deluje tudi onkraj tega konkretnega prostora, oziroma taka pobuda. Zdaj mi, konkretno naša skupina, naše društvo, se ne vidimo v tej vlogi, zdaj v bistvu eni misionarji hodili okoli po Ljubljani in izpostavljali pač take lokacije, ampak v bistvu s tem, da ta projekt obstaja, imamo svoj blog, kjer pač spremljamo, dokumentiramo, objavljamo pač, kako smo se česa lotili, rečemo naše korake in predvsem medijsko je bilo sploh prvo leto projekt nekako odkrit. Tako, prihajajo tudi mogoče na strani samih populacij v Ljubljani na drugih koncih neke, rečemo, ideje ali pa zamisli, da bi lahko sami se lotili. Ampak je vprašanje res tudi v bistvu, ki smo ga naslovili na Mestno občino Ljubljana, pa zaenkrat še nismo dobili odgovora, poslali smo na pismo pozimi. Zdaj bomo jesen ponovno v bistvu na Mestno občino Ljubljana naslovili vprašanje, dokler bomo v bistvu šli prek mreže za prostor, katero je člani smo, v bistvu gre za mrežo nevladnih organizacij, ki delujejo pač ki se ukvarjajo z problematiko prostora iz različnih pač strani, ali so to kulturne, okoljske, prostorske, organizacije, tako da bomo zdaj nekako ponovno pravilno ta poziv na Mestno občino Ljubljana, oni lahko vzpostavili neke mehanizme, ki bi lahko ene take lokalne pobude mogoče malo olajšali. Jaz moram reči, da naš projekt, če ne bi imeli podpore od župana Želja, pač tudi same arhitekte in naprej, če ne bi recimo imeli znotraj mestne hiše njegove podpore, ne verjamem, da bi recimo dobili dovoljenje strani mestne uprave. Tako da mogoče na nek način smo tudi za njih en testni poskusni zajec, kaj to pravzaprav je, ker tak koncept začasne rabe je vsem, recimo... Čisto ne Nič se ne sliši. Ne, čisto ne Bolj stran mogoče biti. Bolj stran, ker ga zatisnete mikrofon na lice. To bi mogli prej povedati. Še neč slišiš, da je Mnogi tudi se mogo malo vidi. Pa gledali. Da boš vsi gor. Ja, no skratka, to vprašanje, kako mestna uprava lahko podpre neke take lokalne pobude začasne rabe, sploh ne nujno samo za recimo
vrtove, urbane vrtove, lahko tudi za druge rabe, je vprašanje, v bistvu, ki ga naslavljamo na mestno občino, zaenkrat še nismo dobili odgovora. Kot sem rekla, ta koncept začasne rabe ni prav priljubljen koncept za obveščevalce, ker se potem vedno bojijo, da bodo imeli težave z ljudmi, ki se bodo preveč identificirali s tem prostorom, z vsem tem časom in trudom, ki so ga vložili, ne bodo hoteli tega prostora zapustiti. Ampak nam se pa v bistvu zdi, da je v bistvu nujno premisliti in tudi sam v bistvu koncept na eni strani nekih urbanih regeneracij in tudi v bistvu samega organiziranja mestnih vrtov v Ljubljani, ki nam je v bistvu projekt služila kot ena taka negativna referenca, ker pač ta koncept mestne občine Ljubljana v bistvu vrtove izrita proti obdobju. Dejansko se tudi krči število teh vrtov in res, kot se je nam je tudi v bistvu pol zdaj pač projekt izkazali to, da je vrt dostopen in da je nekako tež, da je zelo pomemben. Mislim, zaradi tega lifestyla, ki ga imamo, nimaš časa, da bi se vozil pol vsak drugi dan nekam zabivati. Ampak v Ljubljani je dosti takih površin, če poznate Špicov, kako so Špice uredili, sproti je srednja šola, tam bi lahko zelišče rasle, če ne drugi srednješolci skrbeli. Na podoben način, lepo so uredili, vse so splanirali, po nas so naredili, raste pa nič ne razen par mladih dreves. Nažalost, tam gleda tisto zemljo tam, pa če imaš vrti stine pa zemljo, vidiš, kako bi to brez problema, brez stroškov velikih delovanja. Ja, mi tudi verjamemo pač v to, da v bistvu... Brez resništva, ne? Ja, oziroma... Resništvo je javne površine v bistvu, ampak vendarle bi lahko živela. No, sej, to je tudi v bistvu javna površina, ki je bila, zaradi tega, ker je bila zagrajena in nekako definirana kot mirujoče gradbišče, ni bila definirana na mestni upravi kot javni prostor. Zaradi tega smo mogli v bistvu komunicirati z oddelkom za ravnanje z nepremičninami, ker to pač nepremičninami čaka, da se je vrednost pač poveča. Recimo, to je bil status tega konkretnega prostora. No? Ampak, ne vem, po našem nekako mnenju je, kot sem rekla, v bistvu čas nekih ambicioznih, velikopoteznih urbanih regeneracij mimo, ne samo zato, ker pač zdaj je finančna kriza in se je izkazalo, pač, da so tudi taki projekti nekih velikih prenov finančno problematični za investitorje, ampak so se te projekti tekom zadnjih 20 let izkazali tudi v družbenem smislu zelo problematični. Tako da mi v bistvu naslavljamo to vprašanje in pozivamo v bistvu obveščevalce k temu, da bi dopustili ljudem, da imajo več tudi, rečemo, po eni strani možnosti, pravic, ampak tudi odgovornosti za neko aktivnejšo in načrtovanje, in oblikovanje, in tudi tem rabo in upravljanje nekih mestnih prostorov, ki, ne vem, če ne drugega, samevajo. In res doprinesejo k boljši kvaliteti prostora in tudi enega vsakodnevnega življenja tam ljudi, kako živijo. Ta princip neke revitalizacije v bistvu od spodaj navzgor se mora srečati v bistvu z nekimi, rečemo, sistemskimi mehanizmi in mogoče, da je res pravi čas, da bodo te stvari šle nekaj. Tako da ne vem, ravno včeraj sem se vrnila z morja in sem pač brala mail ene pač udeleženke, ki je dežurala ta četrtek, da je prišla ena skupina iz Grosuplja, da bi tudi radi
vzpostavili nekaj podobnega, tako da ljudje potem pridejo, jih zanima, na kakšen način se to zgodilo, kako poteka in tako naprej. A vi mogoče poznate, zdaj sem dobila en mail v Berlinu, so začeli nastajati javne površine ljudje. Zdaj nisem do konca pogledala filma, je za enim zidom, ljudje so si opremili kolesa, so si naredili take, kako bi rekli, ulice in so prinesli svoje sedike in to so javni vrtovi odprti, niso zagrajeni in mislim, zanimiva ideja. Berlin je itak pač tak laboratorij, rečemo, urbanega pionirstva, kjer je veliko takih projektov in pobud, ne vem, tam je zdaj zadnje leto zelo znan projekt Proces in karti Kreuzberg poteka, kjer so v bistvu skoraj res eno zapuščeno krožišče, no, v Kreuzbergu so ljudje v bistvu aktivirali, ampak imajo vrtove dejansko v vrečah in v zabojčkih. In zdaj sem brala nedavno, da so pa letališče Tempelhof v bistvu nekako res na ravni pač mestne uprave razglasili pač en del, ki je še zmer velik, kot v bistvu en tak open field za take urbane eksperimente. Stvar je sicer nekako regulirana, karkoli in tako naprej, ampak obstajajo pač neki kanali, kjer ti lahko pač prijaviš svojo idejo, ne vem, kakšne principe potem izberejo in tam dejansko tudi obstajajo poskusi začasnih arhitektur, urbanih vrtov, mislim, 300 strašno raznih stvari. Mogoče zanimivo pri tem projektu, kot recimo nekaj dnevi je bil naš gost Matej Zonta, ki je vodil Vlagovat skupaj Maribora, da pač kot enega izmed ključnih problemov izpostavil ta začetni vložek. Tukaj vidim, da je bil vložek relativno tak, finančni. Ja, ampak je bilo pa to bilo. Mislim, jaz sem, ne vem, mi smo bili tam vsak teden. Mislim, to, mi pač res nismo imeli veliko denarja in tudi ta vrt ni primerljiv z vrtom na Borovi vasi, ne. Pa ta potencial rasti se mi zdi. Ja, mislim, ne vem, to se nam zdi, lahko eno sporočilo tega projekta, da ne rabiš velike evropske projekte za to, da v bistvu neki skupnostni prostori vzniknejo. Sem rekla, v bistvu tudi že ta prostor je tudi pomemben, res kot en tak socialni prostor. Veliko ljudi, recimo na začetku, ko so prišli na ta prvi sestanek, so rekli, radi bi imeli svoj vrt. Recimo zdaj spomladi sem tako delala intervjuje, video intervjuje z pač nekaterimi in so v bistvu izpostavljali ta prostor, da je za njih postal pomemben tudi v tem socialnem smislu. Tako nekako recimo te četrtki, ki so sicer te odprte ure, ampak so nekako postali tudi dnevi, ko ljudje vejo, da bodo tudi še drugi, pa kar recimo pridejo, pa tako, ne vem. Jaz se velikrat rečem, se bom sam šla za lik, pa do pol ure, pa odličim. Tako da naš vložek je bil vložek časa in res ful dela. Ampak to se mi zdi, da je bilo tudi zelo pomembno tudi za ljudi, ki so se vključili, da so videli, da ne vem, mi smo eni, kot tle neki pametujemo in bolj hitro poberemo šile in kopita in pa v bistvu smo bili res pač eni iz skupine in tudi seveda, da rečemo, treba se tudi zavedati, da to razmerje moči seveda ni čist enakopravno. Zdaj mi se počas umikamo, stvari se bodo nekako prestrukturirale, ampak prav to dejstvo, no, da smo bili tam in se mi zdi, da je bilo tudi pomemben za ljudi. In
za nas je pa tudi pomembno, da se ljudi, ki sodelujejo, imenuje uporabniki. Oni niso uporabniki, to konotira eno pasivno v bistvu razumevanje, ampak oni so v bistvu soustvarjalci oziroma udeleženci. Tako da stvari, ki se dogajajo, pač se dogajajo znotraj te skupine v dogovoru. Mi recimo pridemo dostkrat z neko pobudo, tako kot je bila ta z ograjo, pa so bili malo rezervirani, pa potem smo morali se parkrat o tem pogovarjati, kaj to pomeni, zakaj zdaj menjati ograjo. In pol nekako so bili tudi za to. Recimo, tudi to, bomo imeli čebele ali ne, to ni bila tako odločitev. Recimo, Zavod Bunker je preznal tega urbanega čebelarja in so predlagali, da bi imeli en ban in so bili eni ljudje skeptični, ker pač jim je bila asociacija na čebele, da ne vem, so pa piki, pa so alergični ljudje, pa jim je varen. Ampak, ne vem, potem smo imeli z njim srečanje, pa nas je pelil pač po teh svojih panjih, pa nam je to pač stvari povedal in se izkaže, da dejansko velikrat problem v tem, da si proti nečem je to, da pač ne poznaš stvari, imaš predsodke. Zdaj sploh, ne vem, pač noben ne govori o teh čebelah, ker tudi dejansko čebele se hodijo past kilometr, dva stran. In šele, kam recimo zmanjka hrane, pridejo potem v svojo bližnjo ulico. Tako da, ampak spet je trajal, ne? Ta vložek časa je ful pomembno. Pomembna je ta komunikacija. Pravzaprav vse naravno funkcionira, ne? Ko so v permakulturi ti hoteli za žuželke, ko se naredi bivališča. Pravzaprav se mi zdi, da s tem zavest, da ljudje dobivajo sploh naravno okolje sred mesta. Tudi, če pogledaš naravni vrtovi, dolni šprica ima veliko več metuljev, kot ti plevele rade. To so grede polne metuljev, zraven metuljev ni naprimer, da spaj ne grejo na sosednjo. To so pač ene tudi take, ne vem, ko smo jih kar podedvali, ne, mislim, kosmata njiva pa se res ne spodobi, ne, pa je treba vsak plevel ven vršiti. Čeprav dejansko so pleveli velikrat dosti bolj hranljivi in zdravi, kakor vsa gojena zelenjava in tudi dobro je, če kar ostanejo tam, ker rahlajo zemljo, recimo. Ja, ne sam, da jih daš ven, pa za stirko narediš. To je že recimo en korak naprej, ko smo ga malo usvojili zdaj s postoj. Ampak ja, tako da tudi to, kako kdo recimo rihta svoj vrt, ne, ene not, da so eni vrtovi zaraščeni, ampak kar je treba sprejeti to, da imamo različne pristope. In dali to pristopno izjavo na začetku smo imeli pač tudi vprašanje, če imajo kakšne izkušnje in če si želijo kakšnih nasvetov in večina jih je odložila za ja. Zato smo pol tudi organizirali, za nas je bilo začetek sezone maja, no, ker smo še pač aprila začeli dejansko, marca, aprila vse to vzpostavljati, tako da smo takrat maja organizirali z Frasom, ampak v bistvu zdaj se že enega znanja generira znotraj same skupine ljudi, da se to tudi kar že znotraj skupine dogaja. Kot sem rekla, pol Fras nas je v bistvu še potem jesen, pa letos spet spomlad blisko, imamo tega agronoma, ki se v bistvu ukvarja s hortikulturo, permakulturo, on je tam stalno in v bistvu, ne vem, pove ljudem, če ga vprašajo. Tako da v tem smislu, ampak je pa res, no, ful se je že enega znanja znotraj same skupine vzpostavil, tako da se kar en drug pač izmenjuješ. Tako, ampak recimo meni je bilo super ravno to, mislim, z Borisom Frasom, tako, nas je tako nekako pomiril, bi rekel,
važen je, da delaš z veseljem in da eksperimentiraš in lahko daš kadarkoli, tudi če na vrečki piše, da je sam ne vem takrat pa tako naprej, ampak važen je v bistvu, da spodavaš. Škoda, da niste prej rekli. Treba reči. Mogoče bi še samo to povedal, da vsak ponedeljek, torek in sredo v času poletja potekajo arhitekturne svetovalnice na tej lokaciji.